No, kar se tiče pokojninske reforme, ugotavljamo, da so izhodišča primerna za začetek te javne razprave tudi znotraj stranke. Moram reči, da nam je všeč to, da se veže vse na zavarovalno dobo in na vplačane prispevke in da je osnovna definicija, da je pokojnina pravica, ki izhaja iz vplačanih prispevkov. Vse imamo pa določena odprta vprašanja, gre za ta informativni izračun. Mi želimo, da je to res samo informativni izračun, ne pa začetek rušenja medgeneracijske solidarnosti. Imamo nekaj vprašanj v zvezi z usklajevanjem pokojnin, ali naj bi to bilo enkrat na leto oziroma dvakrat na leto. In še nekatera vprašanja so še odprta, ki jih bo tudi minister za delo proučil. Informativni osebni računi nikakor ne posegajo v obstoječo intrageneracijsko in tudi medgeneracijsko solidarnost, ki jo nosi pokojninski sistem v Sloveniji. Informativni osebni računi, tako kot je Slovenska demokratska stranka predlagala že na referendumu zavrnjeni pokojninski reformi, vnašajo dodatno preglednost, informiranost in ne nazadnje motiviranost za plačevanje prispevkov. Namreč na podlagi teh informativnih osebnih računov bo sleherni posameznik lahko, kadar bo želel, vpogledal, ali mu delodajalec plačuje prispevke, koliko je teh prispevkov in ne nazadnje bo omogočeno tudi nek izračun pričakovane pokojnine ob seveda določenih pogojih. In tako bo posameznik bolj informiran, seveda, ko bo videl tam nek račun in to, kar plačuje, tudi motiviran za vplačevanje in s tem tudi krepimo to nek pristop ali pa neko vrednoto, da je pokojnina seveda odvisna od tega, koliko nekdo vplača prispevkov. Tako da za tem konceptom nisem zasledil, da bi imel kdo težave.